To je Luka. Luka je učenec 6. razreda osnovne šole. Vsak ponedeljek, sredo in petek na stadionu trenira nogomet. Obiskuje tudi glasbeno šolo in igra kitaro. Ob vikendih se pogosto dobi s prijatelji na igrišču ali pa skupaj naredijo en krog s kolesom. Lukov svet se je v nekaj dnevih popolnoma spremenil. Svet je zajela epidemija z boleznijo COVID-19. Kar naenkrat se je Luka znašel doma. Njegov bivalni prostor je postal tudi njegova učilnica, njegova mami in oči pa sta postala učitelja. Treningi nogometa so do nadaljnjega odpadli, prav tako glasbena šola. Tudi vsi prijatelji so ostali doma, vendar se ne smejo družiti. Dom in sprehodi v naravo so postali Lukov novi svet. V prvem tednu sprememb je Luka užival. Kasneje je hodil spat, igral je videoigrice, gledal televizijo in se kasneje prebujal. Bile so prave male počitnice. V drugem tednu pa mu je učiteljica poslala seznam snovi in nalog, ki jih mora predelati v naslednjih 5 dneh. Luko je kar naenkrat zajela panika. Pogrešati je začel prijatelje in svoje popoldanske dejavnosti, nikakor ni našel volje za učenje. Čutiti je začel, kot da je snovi veliko preveč in se nikakor ne more zbrati. Kako naj naenkrat sam predela decimalna števila in ulomke, izračuna ploščino lika? Kako naj sledi domačemu branju in se hkrati uči slovnico? Pa saj sta mami in oči v redu, ampak nista pa učitelja. Poglejmo si, kaj se dogaja z Luko. Strokovno se občutek odtujenosti in osamljenosti imenuje socialna izolacija. Kako si lahko Luka pomaga? Luka se lahko najprej obrne na svoje starše oziroma bližnje, s katerimi se lahko pogovori o občutkih, ki so se mu pričeli pojavljati. S prijatelji se lahko poveže preko socialnih omrežij, telefonskih klicev in računalniških videokonferenc. Na ta način se ne bo več počutil tako osamljenega in videl bo, da ni edini s takšnimi občutki. Občutek, da smo zasuti z delom in ne uspemo slediti predpisani snovi, lahko pripišemo pomanjkanju motivacije. Motivacija je tista stvar znotraj nas, ki nas žene k temu, da se lotimo in opravimo določene stvari, četudi so za nas zahtevne, na primer učenje geometrijskih likov. Luka lahko na dvig svoje učne motivacije vpliva tako, da si za začetek prijetno uredi svoje učno okolje. Ni važno, ali se uči v svoji sobi, kuhinji ali pa kje drugje, pomembno je le, da je to okolje zanj prijetno. Učno okolje si lahko približa s prijetnim vonjem, barvami in mirno glasbo, vkolikor mu ta ustreza. Pomembno je, da je Lukov učni prostor miren, svetel in pogosto zračen, kar prispeva k boljši zbranosti. Kadar se Luka sreča z obsežnejšo snovjo, ki se sprva zdi neobvladljiva, jo lahko razdeli na več delov, na primer po poglavjih, naslovih ali pa kako drugače. Na ta način bo pridobil boljši občutek nadzora nad učenjem, povišala pa se bo tudi njegova motivacija. Ker se Luka prvič srečuje s popolnoma samostojnim učenjem, lahko občuti, da je vsega preveč. Pomembno je, da si vzame čas za priljubljene aktivnosti, ki so prilagojene ukrepom epidemije. Še zmeraj lahko zahaja v naravo in tam igra nogomet s svojo družino, igra kitaro in se virtualno druži s prijatelji. Luka sproti opravlja šolske obveznosti in se tako uspešno izogne nabiranju učne snovi oziroma občutku preobremenjenosti. Kljub temu, da mu zgodaj zjutraj ni potrebno iti v šolo, se zaveda, da to niso počitnice, temveč nekoliko drugačen delovni teden. Obveznosti pri posameznem predmetu si sproti zapisuje ter si vsak teden sestavi urnik dela. Ko opravi posamezno nalogo, jo iz seznama prečrta, s čimer razbremeni svoje misli in občuti zadovoljstvo. Pri učenju si podčrta ključne informacije, riše miselne vzorce in s tem ponavlja učno snov. Med učenjem si Luka vzame čas za odmor, malo potelovadi, spije kozarec soka. Poskrbi, da med šolskim delom ostane zbran in motiviran. Kadar nečesa ne razume, za pomoč vpraša starše, napiše sporočilo sošolcem, učiteljici ali pa razlago poišče na spletu.
Ko Luka opravi šolske obveznosti tistega dne, mu še vedno ostane dovolj časa za aktivnosti, ki so mu všeč, da lahko motivirano, zbrano in uspešno opravlja šolske naloge, vzdržuje rutino spanja. Rutina spanja pomeni, da gre Luka v posteljo pravočasno in se tako v nov dan prebuja spočit. S tem poskrbi, da ima več energije in je bolj odporen proti virusom, kar je zelo pomembno v obdobju epidemije. Ko Luka postane žalosten ali ga je strah zaradi trenutnih ukrepov, ga starši opomnejo, da epidemija vendarle ne bo trajala večno. Pogovor mu lahko pomaga, da se neprijetni občutki zmanjšajo. Luka pa se poskuša domisliti, kaj bo počel po končanju ukrepov in se že veseli šolskih počitnic. Medtem pa vsak dan pridno polni seznam knjig, ki jih želi prebrati, in filmov, ki si jih želijo gledati. Poleg tega pa mu starša malo pogosteje dovolita igrati video igrice. No, pa saj ni vse tako slabo.